Danes odgovarjam na vaše vprašanje, vašo pobudo, kaj je za tem zasegom določenih komponent pogonskega sklopa Ferrari strani FIA. Seveda, novico o tem smo brali vsi na raznih virih, širom po svetu v različnih jezikih. A vse se je začelo pri enem in samem viru, nemškem Automotornem Sport. Oni so seveda dobro obveščeni, izjemno hitri, a po mojem osebnem videnju in mnenju mnogokrat prikažejo zadeve tako, da bralci si mislijo nekaj drugega, kot so v resnici zapisali v njihovih člankih. Namreč, že naslov je dal misliti, da sedaj pa FIA kontrolira Ferrari zaradi tega, ker naj bi bil njihov pogonski sklop nelegalen. Pustimo zdaj to je njihova uredniška politika, mi moramo biti pozorni na dejstva. Dejstvo je, da FIA konstantno kontrolira vse bolide v cirkusu Formule 1 in takih pregledov je v sezoni med 40 in 50, okvirno seveda. In večinoma o teh kontrolah mi ne zvemo nič. To je bila edina, o kateri smo zvedeli tako hitro, pravzaprav še preden se je zaključila. In tudi kdo je vpleten, ne vemo pravzaprav točno. Bili naj bi pri skuderiji Ferrari, kjer so potrdili Alfa Romeo Racing in ekipi s pogonskim sklopom Honda, to se pravi skuderija Toro Rosso ali Red Bull. A vseeno, zasegli naj bi po raznih govoricah črpalke za gorivo. In tu ni nič takega, kontrolirajo pač določeno komponento. Slučajno se je to zgodilo, ko so razni akterji v Formuli 1 navajali, kako naj bi bilo nekaj narobe pri gorivu oziroma porabi goriva skuderije Ferrari. To so bile samo govorice, kajti še danes ni bilo uradnega protesta. In to je tudi zanimivo dejstvo. Namreč razumeti moramo nekaj. Pri Red Bullu so dali vprašanje na FIA, kaj lahko naredijo, ukolikor bi bilo legalno, če bi svoj senzor nekako motili z določenim elektromagnetnim valovanjem. In seveda s FIA so dobili uradni odgovor, da tega ne smejo narediti. A ekipe konstantno sprašujejo FIA, kako lahko rešijo določeno težavo. Spomnimo se samo pred veliko nagrado Španije v sezoni 2018 je Ferrari vprašal FIA, če lahko zrcala montira na halo namesto na šasijo. In pri FIA so pritrdili, samo so z priporočilom naj jih montirajo na halo in ne skupaj tudi na šasijo. Kajti v primeru nesreče morajo tudi halo odstraniti in kolikor bi bilo zrcalo montirano na halo in šasijo, bi bilo v napoto. In seveda poznamo zgodbo, kako se je odvila naprej. Podobna zadeva je bila pri Mercedesu, kjer so pred koncem sezone vprašali FIA okrog tistega svojega hlajenja na zadnjem splatišču, ali je skladno s pravilnikom in so dobili tudi v tem primeru pozitiven odgovor. A ekipe dobijo tudi negativen odgovor, o tem ni nobenih dvomov, oni so tam, da odgovarjajo, v tem primeru FIA je posvetovalni organ za pravilnik. In pri Red Bullu so postavili to vprašanje in dobili odgovor, katerega smo videli. O tem, da bi bilo kaj narobe s Ferrarijem, ne vemo nič. Razlika med tistim, kar je pri Ferrariju, kar nekateri trdijo, da je pri Ferrariju, in tistim, kar je bilo pri Renaultu, je očitna. Pri Renaultu je bila na veliki nagradi Japonske 2019 vložena nota, protestna nota, in pri FIA so ugotovili nekaj čudnega na koncu. Namreč ugotovili so, da kljub temu, da je vlagatelj note nekako trdil, da je nekaj narobe v tehničnem smislu, so pri FIA ugotovili, da v tehničnim pravilnikom je bilo vse skladno, a je bilo v neskladju s športnim pravilnikom, zato si vseeno izključili. A o tem, kdaj drugič, gre za, po mojem mnenju, bistveno kršitev celega principa protesta. A vseeno, da si kdo ne bo mislil, da FIA sploh ne kontrolira akterjev v svetovnem prvenstvu. Namreč na veliki nagradi ZDA leta 2018 smo videli dve izključitvi v vezi s porabo goriva. Namreč Ocon je bil izključen, diskvalificiran, da ne bo dvomov, zaradi tega, ker je v trenutku šel čez tisto mejo 100 kg na uro. Magnussen je bil pa na koncu dirke diskvalificiran, ker je porabil preveč goriva nad tisto maksimalno dovoljeno mejo. In šlo je za malenkosti. In tako je tudi prav, pravilnik je in se ga mora upoštevati. Zakaj do tega pride? Enostavno, namreč po mojem osebnem videnju, kolikor je dano meni znati, oni v Formuli 1 ne gledajo na
težo goriva kot takega v samem bolidu, ampak na pretok tega korigirajo s temperaturo. In zato smo tudi videli, da naprimer na veliki nagradi Avstrije so komisarji pregledali temperaturo pri bolidu Giovinazzi pri Alfa Romeo Racing in ugotovili, da je bilo podhlajeno. Namreč bolj ko je hladno gorivo, bolj se zgosti in zato je liter bistveno težji, da se bomo razumeli. In ker senzor gleda na volumen, na liter, se ga v tem primeru bi lahko spravilo več skozi. A zaradi tega se gleda temperaturo. In sedaj, kaj bi lahko pomenilo to, da je Ferrari na določenih delih proge hitrejši? Namreč mnogi trdijo, da imajo GPS podatke, kako je Ferrari na ravninah prehiter, da bi bilo vse v redu. Prva moja pripomba, nikjer nismo videli, da bi kdo te GPS podatke pokazal javnosti in razložil, zakaj ne bi bil Ferrari po njegovem izven tehničnega pravilnika in tako v navednicah prehiter. No, končna hitrost je podana iz vrtenja te glavne gredi na motorju z notranjim izgorevanjem, razmerja, ki ga spremeni menjalnik in nato da na tisto kolo, katero se vrti. No. In imamo tu, kar se tiče pravilnika, kar nekaj omejitev, katere bi lahko preprečila previsoko končno hitrost. Najbrž vrtenje glavne gredi je omejeno na 15.000 vrtljajev v minuti, razmerja v menjalniku se ne more spreminjati kar tako, ampak imajo ekipe določeno število sprememb, ki jih lahko naredijo na teh prestavnih razmerjih. In seveda, obod kolesa je fiksen v Formuli 1 tistega pogonskega. Seveda, treba je razumeti, da gre za neko drugo zadevo, namreč problem ni v končni hitrosti bolida, ampak v času, ko ga doseže to končno hitrost. Namreč, bolid mora premagovati trenje, ko se premika naprej. Lahko tisto mehansko trenje znotraj samih komponent bolida in tudi trenje, ki ga povzroča naprimer zrak. In manjše, ko je to trenje, zaradi raznih, bom rekel, razlogov, lepše pospeši bolid in pride prej do tiste končne hitrosti. In seveda, sedaj bojo nekateri trdili, da Ferrari, ker je po njihovo porabil preveč goriva, je prej prišel do tiste končne hitrosti in zato na ravnini prehiter. Kljub temu, da smo porabili ogromno minut o tem, kako je koncept bolida Ferrari SF90 tak, da ima zelo nizek zračni upor. A pustimo sedaj to. Seveda, Ferrari je lahko porabil več goriva. A gorivo samo po sebi še ne pomeni kaj dosti, kajti potreben je kisik, ki se nahaja v zraku. Tega turbina stisne in da v tisto izgorevalno komoro. A ne bi bilo sumljivo, naprimer, komisarjem FIA pogledati samo, kako je delovala turbina v določenih primerih in nekako primerjati tisto količino zraka, ki ga je stisnila v določenih parametrih in tako dobiti, da ukolikor so stisnili preveč zraka, je bila tudi povečana količina goriva, ki je bila dana v motor z notranjim izgorevanjem. Seveda, niso amateri pri FIA, tudi komisarji vedo, kaj počnejo. In verjetno tudi na take stvari gledajo, a zaenkrat o tem nismo slišali nič. Pri vsej zgodbi je zanimivo to, da je novica prišla ven v trenutku, ko so imeli izjemno slab vikend pri skuderiji Ferrari. Kot da bi hoteli dati še eno brco ekipi, ki je bila že tako na tleh. In mislim, da tudi te izjave strani ekipe Red Bull so samo nek način, kako nekako poniževati, kako nekako, bom rekel, v javnosti očrniti z neko brezpredmetno polemiko svojega nasprotnika. Pri njih je ta strategija znana in mnogi jim ne dajo prevelike teže. A smo v obdobju, ko mediji relativno morajo hitro reagirati, hitro povzemati novice in to hočeš nočeš pri navijačih vodi do tega, da pride do določenih konfliktov med eno in drugo skupino, kar pa ne spodi v Formulo 1. To je značilno v drugih športih, da so razne navijaške skupine sprte med seboj. To ni nekaj, kar je lastno Formuli 1 in zaradi tega tudi sam takim novicam, kot so tiste, ki smo jih videli pri avtomotovem športu, ne dajem velike pozornosti. Bolj se raje osredotočam na tiste uradne vire, naprimer vire FIA, kateri bodo, če bo kaj narobe, razložili, zakaj so šli v te postopke. Upam, da sem malce bolj orisal to zadevo. Hvala za vašo pozornost ter nasvidenje.